Lepo pozdravljeni. Danes še ne bo tisti čisto pravi vas zakaj županov oziroma občinski za to. Imeli smo namreč namen poleg župana v studiu gostiti tudi vodjo kakšnega izmed oddelkov. Žal pa tokrat več dejavnikov, tudi bolezen vmes nam je vse skupaj preprečila. Kakorkoli, v studiu prav lepo pozdravljam župana občine Medvode, Nejca Smoleta. Lepo pozdravljeni. Dober večer vam in vsem gledalcem. Za nami je, lahko rečemo, drugo večje sneženje v letošnji sezoni, kar nekako traja in traja. Najbrž tudi tokrat brez pripomb na to sneženje ni šlo. Odkot vse prihajajo pripombe in na čigav račun? Ja, najprej, če bi se malo pohecal, bi rekel, da človek, preden je v funkciji župana sneženje, gleda nekoliko romantično, skozi okno. Zdaj, ko gledaš skozi okno sneženje, pa nekako je perspektiva popolnoma drugačna. Tudi kot predsednik krajevne skupnosti. Tudi, ja, že kot predsednik krajevne skupnosti je človek videl evre, kako letijo. Ampak šalo na stran, no ja, res drugo sneženje seveda ni minilo brez pritožb, nekako se to tudi kar pričakuje. Moram pa reči, da je bilo, če bi upal reči procentualno, enih 60% pritožb povezanih s pluženjem krajevno-skupniških cest, 30% povezanih s pluženjem pločnikov. Tukaj smo koncesionarja posebej upozorili na določene predele, kjer je po našem mnenju, predvsem tudi po mnenju občanov, bilo pluženje prepozno, in pa 10% na samo pluženje teh občinskih glavnih cest. Je pa res potrebno tukaj reči, da moram povedati tudi v zagovoru vsem izvajalcem zimske službe, da se trudijo. V petkovo sneženje se je praktično začelo ob 7. uri, tisto intenzivno, in do 11. 12. ure je zapadlo 15-20 cm snega. V tistem času so bile, se pravi, mislim, da smo imeli od 4. ure zjutraj na terenu vse enote, ki so do 7. oziroma pol 8. splužile in posipale, potem pa so šli drugič ven okrog 11. ure in potem ponovno izvajali zimsko službo na območju celotne občine. Tako da so se maksimalno trudili, tiste pomanjkljivosti, kot rečeno, ki so bile, smo jih v ponedeljek zjutraj takoj na sestanku izpostavili. Jaz upam, da jih ne bo. Menda pa je vremenska napoved taka, da bo snega še kar nekaj do konca tedna. Kakšne so tiste običajne pripombe? Zdaj, največ težav, ki jih imajo občani, seveda s pravočasnostjo. Zdaj, tukaj jaz pripombe razumem, jih vzamemo na znanje, po drugi strani treba vedeti, kakšna je zakonodaja. Zakonodaja pravi, da je treba iti na teren, ko je 10 cm novo zapadlega snega. Pri nas so šli plugi vsi ven že prej. Res, da je tudi konfiguracija terena, če tako rečem, pri nas precej različna. Torej, ko imajo na Katarini že 15 cm snega, ne pomeni, da ga imamo tukaj v dolini toliko, tako da se tudi ta dinamika pluženja je drugačna, odvisno seveda v katerem koncu. Spluženo mora biti v 24 urah po zakonu po prenehanju padavin in pločniki v 48 urah, se pravi v enem dnevu, v 2 dneh. Jaz mislim, da če pustimo pločnike, kot sem rekel, tam nekaj težav smo imeli, ceste so bile več ali manj vse v tem času urejene. Je pa res, seveda, bilo je nekoliko kaotično, promet se nam je zabasal tako na Medvoškem klancu, kot na Medenskem klancu, kot na ladji oziroma v Goričanah čez most. Skratka, pa vso tam na nek način, kjer so bili posredno oziroma neposredno udeleženi tudi tovornjaki, ki niso uspeli teh klancev speljati. Tako da nekaj je tudi na samih udeležencih v prometu, da se zavedajo, da tisti čas pač so razmere kaotične. Jaz moram reči, da sem v petek zjutraj rabil iz Smlednika do Medvod 55 minut. No, pa ste vseeno prišli. Ja, nekoliko kasneje, ampak vseeno. Niste šli samo iz Smlednika do Medvod, potem ste šli tudi na teren, kolikor vem. Ja. Povejte, kakšen je tisti pravi sistem komuniciranja, kadar kakšen občan želi kakšno pripombo, najbrž kakšne pohvale, bolj težko, na račun zimske službe, na koga se obračajo v posameznih primerih? No, na voljo so številke koncesionarja, torej da se direktno pogovarjajo, prav tako so krajevne skupnosti posredovale kontaktne številke za njihov teren, tiste, ki izvajajo zimsko službo. Na našem oddelku, mislim na naši občini, zato skrbi oddelek za gospodarske javne službe. Pretežno se občani obračajo na nje, no seveda tisti najbolj jezni pa tudi na župana. Pohval pa ni kaj dosti, ja. Dobro. V prejšnji informativni oddaji smo tudi na pobudo občinske uprave in izvajalca zimske službe opozorili naše občane, tudi sebe, ne samo na pravice, ki jih imamo iz tega naslova, ampak tudi obveznosti.
Torej, ne mečimo snega svoje parcele na cesto, ne na pločnike in menda moramo tudi izvajalcu zimske službe omogočiti, da odrine ta sneg tudi na našo parcelo, če pač drugače ne gre. Ja, točno tako, če pač drugače ne gre, ker treba se imejmo v mislih res, kakšna je situacija. Torej, kje se zadeve začnejo komplicirati? Zadeve se začnejo komplicirati v samem začetku, ko ljudje postavljajo ograje, marsikdaj, ne. Mi imamo v občinskem odloku o cestah polmetrski odmik. Ta odmik ni zdaj zato, da ljudem odžiramo drago plačane kvadratne metre, ampak si predstavljam, da je bila ideja takrat, da tudi med zimsko službo potem imamo nekam prostor, ko plužimo ta sneg narinati. Zdaj, če so vse ograje direktno na meji, ob cesti, da rečem, je tudi logično, da potem ti skup, ki ga izvajalec zimske službe narine na dovoze, to je recimo zelo pogosta pritožba, je neprimerno večji, ker ga nima kam drugam dati. In ja, res je mnogo primerov, kjer nažalost potem mora tudi narinati na kakšen travnik, ne, ampak moram biti vseeno fair, tukaj so ljudje kar potrpežljivi in se zavedajo, da pač situacija je takšna, kakršna je in da v danem trenutku pač rešujemo situacijo. Ugotovitev našega uredništva običajno je bila, da krajevne skupnosti, vsaj krajevne skupnosti, premalo denarja, premalo sredstev dobijo za izvajanje zimske službe, mogoče ravno napram temu uradnemu koncesionarju. Običajno je strani občinske uprave prišel odgovor, da oboji dobijo premalo denarja, premalo sredstev. Vi imate izkušnje obojih. Torej, kot predsednik krajevne skupnosti Smlednik ste imeli eno izkušnjo, sedaj kot župan imate drugo izkušnjo. Kar se tiče sredstev, jaz mislim, da jih je v tem osnutku proračuna, o katerem bomo najbrž kasneje kaj govorili, že danes vemo, da jih bo najbrž premalo, ne. Če bo še konec tedna tako sneženje, pa da nas mogoče počaka še kakšno. Pa pravzaprav, ko gledate strukturo stroškov pri zimski službi, boste videli, da je še dražje posipanje, ne. Torej, če so temperature tam okrog ničle oziroma nekaj v minusu, ko se posipa, je to večja postavka kot samo pluženje. Kar se tiče višine sredstev ali pa izvajanja, krajevna skupnost je vseeno manjša. In nekako lažje obvladljiva, ponavadi se izbira domače izvajalce, ki, jaz vsaj upam, da velika večina se jih zaveda, da je pač to tudi eno tako delo, ki sicer je plačan, ni pa, da bi človek obogatel. Tako da tam najbrž gre nekaj tudi na ta marsikje na solidarnost tam pogona, ne. Medtem, ker pri občinskem koncesionarju se pa bo potrebno zavedati, to njemu v bran recimo, da je tudi zahteve so drugačne. Torej, ceste prvega reda, prve kategorije, morajo biti ves čas prevozne, mislim, znotraj teh gabaritov, kot so večkrat posipane, recimo krajevne skupnosti posipanje izvajajo ponavadi samo na tistih odsekih, ki so najbolj problematični in tako naprej. Obseg je ogromen, ne. Naša občina bi sicer človek rekel, da ni bog ve kako velika ali pa ni med največjimi po površini, ampak cest se pa res kar nabere. Ravno, ko ste omenili osnutek proračuna za letošnje leto, nekaj manj sredstev za izvajanje zimske službe strani koncesionarja je. Najbrž ste takrat še računali na malo bolj milo zimo, ali se vendarle tudi na tem področju da prihraniti kakšen evro? Katastrofalno visoki zneski so bili že v preteklosti. Ja, no tukaj, če sem popolnoma iskren, smo računali, da bo bolj mila zima. Ja, se pravi, nismo se nadejali več teh večjih, ampak saj veste, to je loterija, ne, nikoli ne veš, lahko nam še aprila zapade, pa bo takrat velik strošek. Čeprav razumem vprašanje, gre bolj v to smer tudi nadzora nad izvajanjem zimske službe. Tukaj moram pohvaliti občinsko upravo oziroma to gospo, ki je zdaj odgovorna za nadzor. Tukaj smo uvedli nekatere spremembe. Torej, zdaj nas koncesionar obvešča z SMS poročilom, kdaj začne s posipanjem cest, kateri odseki so bili, kdaj se zaključuje. Ravno tako, nekje sem prebral sicer veliko zgražanje nad tem, da mora koncesionar nas obvestiti o tem, kdaj začne izvajati pluženje, ampak meni se zdi to samoumevno. Se pravi, dogovorjeni smo, da se enostavno slišimo, povejo, na terenu je situacija taka, lahko počakamo še pol ure, ne ocenjujemo, da je zadeva urgentna in se takrat gre. Vam dam primer, danes, ko je popoldne začelo snežiti, se je izpostavil problem v Studenčicah, kjer je bilo težko že prevozno, pa nujno transport je bil na poti in smo seveda rekli, ja, gremo. Ampak treba se je slišati, zato da vsi vemo, kaj se izvaja in zato potem, ko pride obračun, da zadeve lažje nadzorujemo. Ne gre zdaj, da bi komu hotel delati škodo, gre za odgovorno ravnanje z občinskim denarjem, bi jaz temu rekel.
No, že prej ste omenili popoln kolaps, lahko rečemo, ob petkovem sneženju. Predvsem se je ta problematika izmeničnega prometa prek mostu pod hotelom Medno, v bistvu gre za 2 mostova, ne? Tudi do 2 ure smo potrebovali, nekateri do Ljubljane. Ja, to je bila izredna situacija. Čeprav smo zadnjič lahko v enem časopisu prebrali, da so v enem letu, odkar je ta enosmeren promet, ljudje izgubili od 40 do 80 ur s čakanjem noter v teh zamaških. To je ena največjih bolečin naše občine trenutno, naših občanov in občinske uprave in župana. Ko greste v Ljubljano, čakate pri semaforju ali greste čez Tometov most? Iskreno pogledam, kakšna gužva je, in če presodim, da bom lahko počakal na semaforju, počakam tam, sicer pa naredim uvoz, ampak mi je vsakič znova žal, ker je tam cesta tako zelo načeta, da se mi smili avto. Dobro. Direkcija za ceste je pred kratkim objavila razpis za gradnjo montažnega mostu, ki bi nekako razbremenil to prometno situacijo na tej cesti. To se pravi, po obstoječem mostu prihajamo iz Ljubljane, ko gremo v Ljubljano po montažnem mostu. Pa vendarle je potem prišlo že nekako v javnost vprašljivost tega razpisa. Je ta razpis še veljaven ali je bil že mogoče preklican v tem času? No, to je pa en dober primer, ki pove, v kako žalostnem stanju je naša država. Ker mi smo bili pri direktorju direkcije, zdaj to ni več direkcija za ceste, ampak je direkcija za infrastrukturo, ker so dobili zraven še železnice. Tam so nam povedali, da je razpis, skratka, mi smo predstavili situacijo, da je praktično za nas nevzdržna in da je tukaj potrebno nekaj narediti. Povedali so, dogovor je bil, da so najdeli sredstva, da grejo izgradnjo montažnega mostu, kot ste sami navedali, in vsi smo se razveselili, da bo konec pomladi, najkasneje začetek poletja, zadeva stekla dvosmerno. Potem bi leto in pol opazovali ta most, ki je zdaj tako zelo problematičen, ne? In potem ugotovili, v vmesnem času skušali zagotoviti sredstva s takimi drugačnimi pritiski, dokazovanji. Most sanira, v tistem času bi bil enosmeren promet po montažnem mostu, potem pa je zadeva sproščena. Sredi tega razpisa je bil rebalans državnega proračuna, ki DRSI-ju, Direkciji za infrastrukturo, ni zagotovil niti toliko sredstev, kolikor bi jih potrebovali za ta montažen most. Torej, človek se vpraša, mi imamo idejo o medvoški obvoznici, o 2 viaduktih, o kopani cesti, o obvoznih priključnih cestah. Mi sanjamo o tem, to vrisujemo v državni prostorski načrt, po drugi strani pa cela država nima, bom rekel, čez palec 300 000 evrov za to, da bi postavila tisti montažen most. In tukaj ne gre samo za bolečino Medvoščanov. Lahko povem novico, ki je stara 6 ur. Začeli smo se povezovati regijsko. Danes je prišel z naše strani predlog, da se sestanemo ta petek ali pa prihodnji torek. V petek, če boste zmogli. Točno tako. V mailu sem napisal, da če nas padavine ne bodo ustavile, v petek, sicer pa v torek, torej župan Medvod, župan Škofje Loke, občine Žiri, Železniki in Gorenja vas – Poljane. Kajti vsi ti občinski sveti so na svojih sejah že obravnavali problematiko Mednega. Torej, to res ne gre samo za bolečino Medvod, pa bi včasih poslušamo v Ljubljani, da izsiljujemo, ampak gre res za bolečino Gorenjske. Vsi Ločani, vsi tisti, ki ne grejo na avtocesto, ki nimajo vinjete, zjutraj stojijo tukaj v tej koloni. In tukaj mora res država ugotoviti, da gre za arterijo, ki pelje v glavno mesto in da je tukaj pač potrebno najti sredstva. Kaj pa to navsezadnje pomeni potem za to obvozno cesto, ki ne bi šla med Tometovo domačijo in železniško progo in se navezala pod hotelom Medno s krožiščem? Ali občina je že odkupila določeno zemljišče, mislim, da je tudi 210 000 evrov nekako zacementiranih v to cesto. Kakšna usoda pa potem ta projekt v tem primeru? Ta projekt je ocenjen na 2 milijona evrov. Tako. Pripravljenih je bilo več variant sofinancerskega sporazuma med Mestno občino Ljubljano, DRSI-jem in pa občino Medvode, po kateri bi mi morali zagotoviti približno 1 milijon evrov. Prvo dejstvo, ki je to, da mi teh sredstev nimamo. Oziroma bi jih zelo, zelo, zelo težko našli v proračunu. Drugo dejstvo, ki je, da nam manjka še kar nekaj zemljišč in da nimamo ukinjenega javnega dobra na železniški infrastrukturi. To pomeni, da zadeve ne moremo izpeljati kar takoj. Tretje dejstvo je, da Ljubljana
še ni podpisala sofinancerskega sporazuma in da smo imeli težave z odkupovanjem zemljišč na ljubljanski strani. Skratka, na določeni točki smo čisto realno ocenili, da ta obvozna cesta seveda bo nekoč, takrat, ko bo narejena ta medvoška obvoznica, je urisana noter v državnem prostorskem načrtu in takrat bo izgrajena. Smo pa danes presodili, da je to projekt, ki bi ga v vsakem primeru lahko zrealizirali šele čez leto pa pol, 2 najhitreje. In se nam je zdelo bolj smelo, predvsem pa zaradi stanja občinskih financ veliko bolj ugodno, da nekako skušamo, če hočete, tudi izsiliti montažni most, ki bo zadevo rešil in to nalogo preložiti na državo. Ker ni naloga občine, po mojem mnenju in mnenju občinske uprave, ni naloga občine, da rešuje še državne ceste. Mi že tako izgrajujemo pločnike ob državnih cestah, širimo državne ceste, signalizacijo postavljamo na državnih cestah in potem imamo prevzem in vse, kar rečejo zdaj z nivoja države, je super, da to delate, ne? Ker nimajo sredstev. Ne krivim nikogar od njih. Dejstvo je, da je v proračunu praktično nimajo namenjenih nobenih sredstev. Niti toliko, da bi lahko redno te državne ceste vzdrževali. Še ostajamo pri obletnicah. 1 leto je, odkar so tale most zaprli. 1 leto je od tistega žledoloma, ki je tudi pri nas pustošil. Dobre 3 mesece je od tistih katastrofalnih poplav. Kako poteka sanacija? Oziroma, zdaj smo nekako slišali, občine so tiste, ki tudi v teh primerih morajo nekako poskušajo nekako. Kako je sedaj s sanacijo te škode? Mogoče sanacijo vodotokov, cest? Ja, zdaj, jaz verjamem, da ko občani to poslušajo ali pa generalno, ko poslušajo pri dnevnih poročilih, ne rečejo, ti župani te občine non-stop samo jambrajo. Ne? Ampak to je še en tipičen primer, kako naša država sprejema določene odločitve, jih potem zakonsko ureja, za izvajanje pa ne zagotavlja sredstev. Torej, občine ne smemo posegati v vodotoke, to je aksiom, načeloma, ne, razen pod mostovi in ne vem, v izrednih razmerah. Hkrati pa ima vodno gospodarstvo Kranj, po mojih podatkih, ki jih imam, za cel rajon, ki ga ima, 30 000 evrov. 30 000 evrov ni dovolj za najnujnejšo sanacijo naših vodotokov. Kaj šele za celo Gorenjsko, pa veste, da so imeli še slabše stanje v enih občinah Obsorja. Pa vendarle sanacija nekaterih vodotokov je predvidena tudi v občinskih. 3 točke, mislim, da Arso določil, ki jih bo saniral. To je en delček na Mavelščici in 2 delčka na Lučnici, torej eden v naselju Sora, tam, kjer je zgornji mostiček, tam, kjer je praktično prebila čez in šla potem po vasi, in pa ena više gor, mislim, da od Žage mečke naprej je še en delček, ki je planirana. Ne? Ampak težava je druga. Težava je, da so tudi te padavine, ki so bile, pokazale, da je ogromno plavja, ki ga je naneslo zaradi žledu. Se pravi, gozdovi normalno v enem letu niso mogli biti v celoti sanirani, vodotoki pa sploh niso bili sanirani in so se zamašali in enostavno potem poglobljeni, pa tudi jaz mislim, da nihče več ne ve, kdaj točno so bili. In tukaj je spet težava. Ne? Mi smo rekli, pa bi mogoče šla občina sama v to, da zadevo uredi, da na najbolj kritičnih odsekih vodotoke poglobimo. Mavelščica, recimo ravno Prtomet, jaz mislim, da ima samo še pol metra globine struge. Normalno, da v vsakem večjem nalivu zadeva poplavi in naredi ogromno škodo. Ko smo to želeli, se soočiš z omejitvami, ki ti jih daje država. Torej ne smete. Vseeno v osnutku proračuna smo dali novo proračunsko postavko, noter to je sanacija vodotokov. Želimo si doseči vsaj en okviren dogovor z Arsom, da nas po domače povedano pustijo na miru in da mi lahko vsaj najbolj kritične odseke na Mavelščici, Prešenci in pa na Lučnici toliko saniramo, da ob naslednjem večjem dežju ne bomo imeli spet toliko in toliko hiš in objektov pod vodo. Cesta v jamo? Cesta v jamo je seveda, za cesto v jamo pa moram priznati, da mi je kar nekoliko hudo, ker dejansko tam je žogica na strani občine. Tam je zdaj tisti plaz, ki se je splazil dol, mislim, da zdaj čakamo še poročilo, ampak načeloma je bilo rečeno, da če blazino odstranimo, da naj se ne bi breg več posedel dol, potem je pa naloga občine, da tam zagotovi asfaltiranje, ker krajani so tam že plačali svoj prispevek. Ne. Pa je potem ravno to vodovje odneslo in spodkopalo vse do filca na enih predelih meter globoko strugo naredilo in tukaj se bomo morali potruditi in jaz si želim, da če ne prej v koncu leta 2015 skušati najti neka sredstva. Občanka Preske nekako opozarja tudi na vso to meteorno vodo, ki prihaja dol iz Črena.
tudi na tisto parkirišče pred osnovno šolo oziroma pred pastoralnim domom, ki ga ima občina v najemu. To najbrž je kar velika problematika tudi teh meteornih vod, kako jih urediti. Ja, tam, meteorne kjer še vode niso. so iz leta v let je večji problem. Ne? Se Tako. včasih, ko hiše še streh niso, mislim, še žlebov niso imele, Ja. ko ni bilo toliko asfaltirano, se je zadeva upila, da rečem tako, v zemljo, zdaj pa to celi tokovi nastajajo. In pri teh študijah, ki so za meteorno kanalizacijo, si včasih te kar osupne, ko vidiš količino vode. Zdaj v tem je direktnem primeru je treba tudi z lastnikom govoriti, kako bomo. Ne? Mi smo res najemnik tega parkirišča, ampak mislim, da je to tudi naloga lastnika, da pač zagotovi odvajanje. Ne? No, sedaj pa greva k tisti osrednji temi torkove seje občinskega sveta, to je seveda letošnji proračun. Običajno smo ob sprejemanju proračunov slišali naslednjo kritiko. Češ da proračun pa tudi NRP-ji recimo niso razvojno naravnani. Letošnji bi lahko rekli, je naravnan predvsem preživetveno. Kako preživeti v tej situaciji? Lahko rečemo, da ste uvedli kar zlato fiskalno pravilo v tale proračun. Ja, no, to pa res, to pa nisem še pravzaprav pomislil, ampak zelo dober izraz. Jaz pravim na nek način, da je ta odlok o osnutek proračuna je skoraj bi lahko rekli tehnični proračun. Torej, slišal sem nekaj pritožb strani svetnikov občinskega sveta, da niso bili vključeni. Jaz lahko rečem, da je ta osnutek, to je gradivo, ki ga bo občinski svet prediskutiral na svoji seji. Je pa treba vedeti, da je bil pripravljen samo skupaj z strokovnimi službami. Ker ko smo mi skupaj zložili tiste osnovne zahteve ali pa nujnosti, ki jih imamo, to so zakonsko delegirane obveznosti, tisto, kar nam država naroča, naj si financiramo, kakor vemo in znamo. Ko smo zraven dali vse privzete obveznosti, ki so, se pravi, pogodbe, take in drugačne zaveze, ki so bile v preteklosti podpisane, pa plačilo zapade v letošnje leto, smo ugotovili, da je teh sredstev skupaj še z ostalimi transferji, ki so, zmanjkalo približno za 1,5 milijona. In smo bili postavljeni pred čist jasno dilemo. Ali se zadolžiti za 1,5 milijona in s tem dolg povečati na 6,5 milijonov pri 12-milijonskem proračunu, ali enkrat reči Bobu Bob, sanirati finančno stanje občine, zato da bomo lahko v letu 17, mogoče 18, naredili en nov razvojni skok. In kot predlagatelji smo se odločili, da enostavno skušamo sanirati zdaj brez zadolževanja. Jaz mislim, da eden največjih plusov tega proračuna je, da ne predvidevamo zadolževanja. Torej, po skokoviti dinamiki naraščanja zadolževanja letos prvič prekinjamo. Torej, v letu 2014 800 tisoč, prej za investicije po 1,5 milijona in tako. Letos smo prvič rekli, ja, proračun mora biti izravnan. To pa seveda pomeni, da smo morali povsod gledati na vsak evro, kako ga obračati. Do tja še prideva, sedaj ostaneva pri glavarini oziroma povprečnini. Država je določila za prvo polovico leta recimo 12 od predvidene 525 evrov na občana. To pomeni 525 evrov za celo leto, ne mesečno, kot bi mogoče kdo upal. Ja, če bi bilo mesečno, jaz mislim, da ne bi imela vlada težav z župani. Vaš komentar? Moj komentar je, da je to skrajno zahtevna situacija za vse župane. Torej, vlada ali pa tudi skupnost občin, ki je to podpisala, je postavila župane oziroma občine pred velik izziv. Mi smo planirali, torej v osnutku proračuna je planiranih prihodkov z naslova glavarine 8 milijonov 50 tisoč evrov. Skupni proračun je velik 12 milijonov 200 tisoč evrov prihodki. Odhodki skoraj 14 milijonov evrov, ampak zaradi prenosa je zadeva iz prejšnjega leta je zadeva pokrita. In država pravi, da naj mi z 8 milijoni pokrijemo vse. To bi jaz mogoče včasih rad, da nam pride bolj v zavest. Da država trdi, da mi z 8 milijoni lahko pokrijemo vse potrebe, mi pa z 12 milijoni 200 tisoč evrov pripravljamo skrajno racionalen proračun, za katerega jaz vsem mislim, da velika večina ve, da je pripravljen realno, nekateri pa vsem mislijo, da je preveč, ne vem, stiskaški oziroma nerealen. Že v prejšnji oddaji sva to glavarino oziroma povprečnino
komentirala, opisala na enem primeru vrtčevske vzgoje. Torej, otrok, ki hodi v vrtec, svojo glavarino, recimo, povprečen otrok jo porabi v 2 porabi mesecih. v 2 mesecih. In se ne vozi po občinskih cestah, ne vozijo ga po občinskih cestah in nič od tega. Ne hodi v niti knjižnico, ne gre v zdravstveni dom, ne gre nikamor. Ne? Dobro. Iz tega naslova, kot smo sedaj že slišali, 8 milijonov evrov. Jaz sem zdaj že dobila odgovor na tisto vprašanje, koliko pa še potrebuje za to, da sploh lahko tiste zakonske obveznosti, mi smo rekli 12 milijonov oziroma 14 milijonov je, ko se prenesejo zadeve. Vendarle, koliko je tistih res zakonsko določenih obveznosti? Zdaj bomo rekli takole, država je prenesla na občino kar precej pristojnosti in naloge, celotno predšolsko vzgojo oziroma varstvo, vse investicije v vrtce, v šole, v zdravstven dom, recimo vso skrb, socialne transferje. Vse so socialne transferje, tudi socialni transferji so zelo zanimiva postavka. Se pravi, država nam predpisuje subvencioniranje tržne najemnine, recimo, kjer tudi do 380 evrov subvencioniramo mesečno najemnine. Nekaj jo potem dobimo refundirano z države, ampak več kot 200 evrov je sigurno strošek naš mesečni za posameznika. To se pravi, tudi to so te subvencije najemnine šibkejšim, ki tega ne zmorejo. Teh zakonsko delegiranih nalog je po zakonu o financiranju občin ne 525 evrov, ampak jih že zakon, mislim, da priznava okrog 680 evrov. To je ta diskrepanca, v kateri so skozi opozarjale občine. Ne? Država nam zakonom reče, da je več kot 600 in toliko evrov, danes pa reče, damo vam pa 525 evrov do junija, potem pa 500. Še to bi rad upozoril. Ne? Ko se posluša, kakšna je pa razlika med 500 in 525 evri. Poglejte, naš proračun je v temle trenutku, torej osnutek je bil pripravljen preden smo vedeli, kakšna bo odločitev z vlado oziroma kakšen bo sprejet dogovor z vlado. To pomeni, da mi že v tem trenutku ne bomo dobili 8 milijonov 50 tisoč evrov, ampak 175 tisoč evrov manj v letošnjem letu z naslova razlike med 500 in 525 na število občanov. Te številke zelo varirajo, ne, potem, ko pogledaš letno sumo. Potem pa, če nadaljujemo s temi nalogami, vse naloge, kar se tiče lokalnih, občinskih, krajevnih cest, celo pločniki na državnih cestah, vsa vodooskrba, civilna zaščita, pa recimo tudi kanalizacija. Zdaj pridemo do tistega, ko nam se vendarle obeta nekaj sredstev iz tega naslova, vsaj tako je kazalo, iz sredstev kohezije. Odločbe so izdane, izvajalec je bil izbran, torej javna razsvetljava je bila izbrana za izvajalca. Vse. In še do pred kratkim se je govorilo, da je ta projekt v sodelovanju z občino Vodice in mestno občino Ljubljana eden izmed 11, ki jih bo država prednostno obravnavala. Kaj je zdaj ostalo od te prednostne obravnave? Ja, mogoče da samo v enem stavku pojasnim bolj plastično, zakaj gre. Torej, to je 11 izredno velikih, zahtevnih projektov, ki jih v prejšnji perspektivi ni uspelo zrealizirati. In zahteva nas občin, ki smo udeleženi v teh 11 projektih, to pa ne gre samo za MOL, nas in Vodice, to gre tudi za Belokranjski vodovod, za vodovod v Suhi krajini, mislim, da gor Podravske občine nekaj dela, skratka, ogromen zalogaj, je bila, da to v perspektivo 14-20 uvrstimo prednostno, ker imamo vse pridobljeno, mi imamo gradbena dovoljenja, izvajalca, vse čaka. Zadnja informacija, ki jo imam, zadevo postavlja še nekoliko na glavo. Tukaj jaz ne bi želel biti črnogled, ker še zmeraj mislim, da je zaveza dana in da je enostavno projekt potrebno zrealizirati. Prav je, da se ve tudi, da je občina Medvode skupaj z občino oziroma občina Ljubljana skupaj z občino Medvode in Vodicami vložila tožbo proti državi ravno zaradi tega projekta. Se je mogoče ta usoda projekta Gorki nekako nadaljuje spet? Jaz upam, da ne. Pri Gorkiju smo mi izstopili iz sodelovanja. Ampak zato, ker so bili indici podobni, da z denarja pač ne bo. Ja, a veste, zdaj pa že nimamo kam drugam iti. Mislim, če bi šli še z tega partnerstva, pa ne vem, s kom se še lahko povežemo.
Ne, dejstvo je, da ta projekt je pripravljen, je dobro pripravljen in brez evropskih sredstev ga mi ne moremo sfinancirati. Vrednost je 8 milijonov. Vrednost je 9 milijonov, od tega pričakujemo 8 milijonov evropskih sredstev, milijon zagotavljamo sami. Samo to je samo en del, opozarjam. Ostajata nam še 2 milijona naše participacije. To je tisto, o čemer jaz govorim, ko predstavljamo ta osnutek proračuna. Da je nujno, da se zdaj, po mojem mnenju, da se zdaj ne zadolžujemo, ker se bomo tako ali tako morali zadolžiti, ko bo ta projekt pripeljan dovolj daleč, da ga sfinanciramo. Ker nimamo nikjer, po domače povedano, na lagerju 3 milijonov, ki bi jih potem uplačala. Nekaj namenskih sredstev sicer zbiramo, ampak še daleč ne, da bi to pokrili. In kaj se bo zgodilo, če tega 1,5 milijona ne bo, recimo? Da bi ga mi ne imeli, Tako. ga bomo morali najti. Tukaj za moje pojme sploh ni vprašanje, ker kanalizacija je eden od prednostnih projektov in tudi, ko pristopimo zraven, smo se zavezali. Tako da to je ta resnost situacije, v kateri smo. Resnost situacije je pa kaj, če 8 milijonov ne bo? Potem se nam pa vprašanje, potem pa je jasno, da do leta 2017 kanalizacije ne bo, ker ni problem v občini Medvode, ampak še, bi rekel, ostalih 150 sigurno, da enostavno nimamo dovolj sredstev. To so megalomanski projekti, ki za sabo potegnejo večji del občinskih financ. Država govori o ukrepih, s katerimi naj bi občine razbremenile oziroma naj bi se zmanjšali stroški občin. Jaz osebno velikega izplena iz teh ukrepov žal ne vidim, jih mogoče vi vidite. Ne. Vse tisto govorjenje o tem, kako, ker pogajalsko izhodišče občin je bilo, strinjamo se, da znižate povprečnino, ker se zavedamo, kakšna je situacija v državi. Jaz na tem mestu moram reči, jaz razumem tudi ministra Koprivnikarja. V izredno nezavidljivi situaciji je, ko mora zdaj reševati in tale primanjkljaj pod 3% spravljati. Ampak po drugi strani smo rekli, morate pa vi vedeti, da nas birokratsko tako in drugače ves čas nam nove zadeve nalagate. Dajmo pogledati, kaj od tega je balast, dajmo to odpraviti, s tem bomo dobili tudi neka sredstva same občine in bomo lažje potem preživeli tisto razliko, ki bo v povprečnini, v glavarini. Od tega nabora, ki je bil zdaj poslan, zadnji osnutek, ki smo ga mi prejeli, od tega jaz mislim po oceni tudi z vodjo oddelka za finance, naša občina tudi 10.000 evrov ne bo imela prihranka. To so bolj ali manj lepotne korekcije, ki, ne vem, mogoče kakšni občini bodo pomagale, ampak v našem primeru haska ni. Če bi vi delali seznam teh ukrepov, kaj bi se našlo na tem seznamu? Veliko se je govorilo pred tem zadnjim seznamom o povezovanju javnih zavodov, o ukinjanju pravne subjektivitete krajevnih skupnosti, manj šolskih prevozov, zdaj najbrž kdo striže z ušesi, večji nadzor pri sofinanciranju plačil vrtcev pri starših. Kakšen bi bil vaš nabor? Naš nabor bi bil čisto jasen. Mi bi predlagali vladi, da naj prevzame financiranje predšolske vzgoje, pa imamo mi takoj 2 milijona evrov manj stroškov. In 2 milijona za kanalizacijo. 2 milijona za kanalizacijo, oziroma če želite za vse tiste stvari, ki se jim pač smo primorani odpovedati. V zadnjih 2 mandatih lahko mirno rečemo, da sta bile največji investiciji prav v vrtce. Tako v vrtec v Smledniku kot v Pirničah. Se je s tem sedaj prostorska stiska rešila? Ja, projekcije kažejo, da nekako bomo uspeli prej ali slej v celoti zadostiti. Trenutno je 7 otrok na čakalni listi. Meni je tudi za teh 7 otrok težko, ker so. Naša zakonska podlaga, ki pravi, da moramo odpreti nov oddelek, je 14 otrok. Finančno ima pa vrtec 600.000 evrov manj v proračunu, kot jih je imel lansko leto, tako da tukaj bo velik izziv tudi za samo ravnateljico kot menedžer, da zadeve v letošnjem letu pravilno izpelje, ampak to bo izziv za vse direktorje javnih zavodov, kjer posod krčimo sredstva. Zdaj pravim, projekcije za naprej pa kažejo, da naj bi se število otrok umirjalo, tudi porasta priseljevanja ni več takšnega, tako da bi morali zadostiti vsemu, ko bo enkrat število otrok padlo, pa bomo razmišljali, kje potem tudi kakšno enoto mogoče ukinjati, če bi se seveda pokazalo. Ampak tukaj mislim v ukinjanju v starih prostorih, torej star vrtec v Smledniku je bil predviden za rušitev. No, ravno to sprašujem, tukaj smo dobili v osnutku proračuna za letos postavko 95.000 evrov vrtec Smlednik. Kaj to pomeni? To je bančna garancija. To je bančna garancija. Vi morate vedeti, da vrtec v Smledniku nekatera dela niso bila kvalitetno izvedena,
da je streha zamakala, zdaj smo to uspeli sanirati, upamo, da bo držala zdaj ta famozna Dobro. zelena streha, da so tiste, kjer se otroci igrajo zunaj, ta poden, se je začel Neprimeren. trgati in je potrebno zamenjati, to je strošek 12.000 evrov. Skratka, za vse te zadeve bomo vnovčili bančno garancijo, jo je pa potrebno voditi posebej, zato je to Na ta način. posebna proračunska postavka. Dobro. V osnutku je, ko smo ravno pri vrtcih, še 35.000 evrov, se mi zdi, ali 30.000 evrov za cesto pri vrtcu Pirniče. Kaj konkretno? Vemo, da je tam en velik problem parkiranja, dostopa do sedaj vrtca. Kakšen je tisti zadnji predlog, mogoče strani krajevne skupnosti ali čigava je sedaj obveljala? Ja, govoriva o problematiki tako imenovane Tako. ceste A, torej od starega Tako. vrtca pa potem do novega vrtca in tistega spodnjega prostora, ki je bil potem narejen kot cesta. Tam je več različnih stališč. Torej, nekateri se zavzemajo, da je tam običajen promet, nekateri predlagajo, da bi bila enosmerna cesta, nekateri pa predlagajo, da se cesta zapre za promet. Naša želja je bila, da se krajani znotraj Pirnič poenotijo oziroma da pač dosežejo neko stališče. Kaj s tem narediti? Mi smo sredstva rezervirali, zdaj bodi si za ureditev ceste A v neko možno, torej traso, bodi si, da se zapre cesta in da se tam spodaj, kjer je danes tista makadamska cesta, naredi protiprašno, asfaltira celotno zadevo in poskrbi za dodatna parkirišča. S tem bi rešili tudi veliko težavo s parkirišči, ki jih imamo trenutno pri vrtcu v Pirničah in šoli. Še ena postavka v proračunu je taka zanimiva, 10.000 evrov za nakup planic. Ja. Je to zakonska obveza ali je to sledenje zgolj eni strategiji? Leta 2009 smo sprejeli v občini Medvode, občini Da smo prijazno, družini prijazna občina. Ja, jaz ne vem, če je bilo to ravno zaradi tega. To je bila pač neka subvencija, ki se je, jaz ne vem, kjerga leta uvedla. Torej, in da se je občina ohranila. plačuje te otroške planice. Jaz zdaj mislim, da v letošnjem letu jih ne bomo več, ampak jih bo vrtec sam pokrival iz V redu. svojega, da je bila to tudi naša zahteva. Če sedaj še ostaneva na tej prihodkovni strani letošnjega proračuna, nekako sva zašla na njo. Dejstvo je, da letos prihodkovna stran absolutno ni prenapihnjena, kot je bila v zadnjih 2 letih. 390.000 evrov od prodaje zemljišč ste predvideli. Je to v obrtni coni Jeprca ali mogoče kaj drugega, stari vrtec v Pirničah? Ja. To je več zemljišč, tistih, ki so že 2 leti v načrtu razpolagan zemljišči, pa še zmerom niso bila prodana. Tukaj bi res rad rekel, prihodkovna stran je narejena realno, kar pomeni, da ni ne ne podcenjena. Celo bi lahko rekel, da je na najvišji možni meji tistega, kar lahko naredimo. Tudi 390.000 evrov dobiti od prodaje zemljišč je kar visoka številka. Lansko leto mislim, da smo planirali 1 milijon evrov, realizacija je bilo pa 3.850 evrov. Kako pa izgleda v obrtni coni z načrtovano prodajo, Ja, jaz bi z veseljem, z razpisi? ja, jaz bi bil zelo za, če je kdo pripravljen to kupiti po ceni, ki mi lahko prodamo. Je pa tukaj cena faktor, ne? Mi imamo tam Trato, pa imamo Šenčur, pa Komendo, kjer so cene veliko bolj vabljive, kot bi bila naša, tako da recimo trenutno ni. Dejansko, če odgovorim na vprašanje, katere so planirana zemljišča, to je stari vrtec v Pirničah, to je kar nekaj zemljišč, ki niso vitalnega pomena, da jih naša občina ima, pa z njimi lahko dosežemo določen prihodek. Torej, mislim, da sem že na zadnji seji rekel, delamo generalen pregled vseh zemljišč, ki jih imamo, tista nekako je do 50-100 kvadratnih metrov, ki praktično ne igrajo nobene vloge, imajo ljudje kakšen vogal hiše ali pa kakšen vrt že 40 let na neki poti oziroma na neki občinski zemlji. Tisto smo mnenja, da je treba enostavno prodati, zadeve rešiti, po pravici povedano še prej, preden pride nepremičninski davek in s tem nekoliko tudi čistiti evidenco v občine. Nikakor pa ne bomo prodajali zemljišč, ki so za nas vitalnega pomena. To so parcele, to so kmetijska zemljišča, ki nam vedno pridejo prav, da jih imamo in jih imamo zelo malo. Ko smo bila že ravno pri obrtni coni, Barle, to se pravi občan Janez Barle sprašuje, kdaj bo občinski svet oziroma kdaj bodo realizirani sklepi občinskega sveta še iz preteklosti. Vi najbrž veste, na kaj on to misli. Ja, gre za ureditev situacije na tem predelu. Tam je zdaj
Tam je zdaj en najbolj kaotičnih odsekov v naši občini, predvsem zaradi uvoza po Zbiljski cesti. Tukaj so vsi prebivalci že v izredno nezavidljivem položaju. Ne? Izjemna obremenitev s prometom. Če pogledate samo cesto, je zacvetela na določenih odsekih, ima človek že občutek, da zemlja ven rine, da ni nič več od asfalta. Skratka, tam bo potrebno, takoj ko bo obvoz sproščen, iti v nekoliko večjo sanacijo. Govorimo pa seveda o novi cesti, ki bi nekako razbremenila. Tam, kakor jaz vem, je občina odkupila zemljišča, ni pa zadeva sprovedena do konca. Torej, zemljiško-knjižno še ni urejeno, to bo pač naloga zdaj, da naredimo. Kako bomo uredili promet, to mislim, da je bila tudi ena izmed zavez. Je pa pač stvar tistega sklepa in trenutno v tej zadevi čakamo pozitivno soglasje Direkcije za ceste, ki mora dovoliti, zato imamo tudi tako na nek način malo smešno ureditev, torej enosmerno, torej tukaj je uvoz pri Brletu dovoljen, z une strani je pa prepovedan promet, ker mi tukaj ne moramo postaviti prepovedi, ker je državna cesta in moramo dobiti soglasje direkcije. Direkcija je pa strahotno odzivna, če vam rečem, da v enem mesecu še nismo dobili povratne informacije. Ostajava pri prihodkovni strani proračuna. 390 tisoč evrov tudi samo recimo iz komunalnega prispevka. Na zadnji seji občinskega sveta smo nekako slišali tudi, da kakšnega velikega izkupička iz tega naslova ne bo niti pri načrtovani novogradnji na področju nekdanjega Kolorja, glede na to, da je bilo prej recimo večja površina teh stanovanjskih oziroma zazidana površina, pa da se sedaj obeta tudi določena komunalna in prometna ureditev strani tega investitorja. Ja, no, če sva ravno pri tem tako zvanem projektu Špar, ne, tam moram zaenkrat reči, da imam občutek, da zadeve potekajo zelo dobro, tudi zelo hitro. Jaz mislim, da bojo dejansko gradbeno dovoljenje uspeli pridobiti že v mesecu marcu, tako da bi bil to en celosten projekt, ki ga bo v letošnjem letu radi uredili tudi tisti del, ki je naš. Kar zadeva pa vprašanja o komunalnem prispevku in tem, koliko ga bomo dobili, pa spet skušali smo biti realni. V lanskem letu mislim, da smo planirali 1 milijon, realizacija je bila 250 tisoč evrov. Letos vidite, da smo s tem 390 šli nad realizacijo leta 2014, ker smo ocenili, da ali pa se je javilo kar nekaj investitorjev, ki bi bili pripravljeni zdaj tukaj graditi. To je tisto, kar sem govoril na decembrski seji. Jaz mislim, da moramo začeti dajati pozitivne znake, signale, da v Medvodah želimo investitorje in seveda jim zraven postavimo zelo jasne pogoje, da ne boste mislili, vsak investitor, ki pride, ga na oddelku za okolje zelo hitro seznanijo s tem, kakšni so prostorski akti. In jaz v vsakem razgovoru jasno poudarim, da imajo podporo občine do trenutka, ko bomo videli, da gre za špekulacijo. Tam bomo zadeve postavljali. No in od decembra do danes sta se našla dva investitorja, ki nekako bi želela narediti stanovanjsko gradnjo, hiše, v enem primeru gre za 12 hiš, v enem primeru gre za, mislim, da 6 dvojčkov, tako da tam se trenutno zdaj pogajamo o komunalnem prispevku, kakšen bi bil. Gre to za tisto področje, kjer je bil včasih Kolorjev skladišče v Rakovniku, kjer smo že, takrat je bil še zazidalni načrt, že nekako dorekli, pa mislim, da je ravno zaradi višine komunalnega prispevka 800 tisoč evrov je bil izračunan, prejšnji investitor odstopil. Ja, ena lokacija to je v Rakovniku, tam se predvideva gradnja 10 hiš, ali pa je želja investitorja po gradnji 10 hiš, druga je pa poleg Medenskega motela. Tam, kjer smo tudi že obravnavali pred leti, so se zdaj lastniki poenotili, naredili enoten načrt, kaj bi želeli tam delati in to zanj prišli informativno predstaviti. Mi pa jim bomo nekako pripravili nek informativen izračun, kakšna bi to posledica bila. Seveda moramo pa v tistem primeru prej še sprejeti spremembo prostorskega načrta. Prej, ko smo bili pri Kolorju oziroma pri Šparu, ali obstaja kakšna realna bojazen, da naprimer namesto 3 poslovnih zgradb nastane samo trgovina Špar in pa veliko parkirišče? Ker mogoče za druge ne bo interesa. Mislim, hipotetično najbrž obstaja, čeprav mi smo sprejeli zelo jasen prostorski načrt, ki praktično do parkirnega mesta natančno zapoveduje in določa investitorje. In tukaj moram reči, da zaenkrat investitor je zelo korekten.
jaz upam, da nas danes ne gleda, ampak uspelo nam je noter po domači povedano stlačiti še nekaj zadev, ki bi sicer bile na plečih občine. Govorim o kolesarski stezi od podhoda Preska pa do semaforja, pa še v pločniku na obeh straneh. Tako da tukaj je zaenkrat zelo korektno sodelovanje. Tako kot se jih jaz malo zaslišujem in povprašujem, je pa interesa zelo veliko. Zdaj, zadnja informacija, ki sem jo slišal, da razmišlja o tem, da bi še eno enoto odprla tudi lekarna znotraj tega centra in tako. Skratka, prej, da je več interesa kot manj glede na razpoložljive površine. Se že veselimo. Vsi. Ves čas nekako pravimo, čim prej moramo dobiti občinski prostorski načrt, zato da se bo ta intenzivna gradnja začela. Veliko je občanov, ki že nestrpno, nekateri od leta 2004, ko je bil tako, čakajo, tudi podjetniki so med njimi. Povejte, v kakšni fazi je sedaj ta občinski prostorski načrt oziroma kje se nahaja, pri kom v obravnavi in kaj je s tistimi dodatnimi 300 pobudami, ki so prišli od tiste zadnje seznanitve z temi pobudami na občinskem svetu. Trenutno je vso gradivo, vse pobude so na Ljubljanskem urbanističnem zavodu, ki pripravlja zadnjo verzijo gradiva za Ministrstvo za kmetijstvo. Znotraj tistega so vse pobude narejene po njihovi meri, tako kot imajo oni zahteve, zato da bojo čim prej to zadevo oni pogledali in upamo dali pozitivno soglasje, zato da gremo mi potem lahko še k zadnjemu soglasodajalcu, torej Harsu. Naš cilj je konec leta 2015, še vedno ostaja cilj oddelka za okolje in prostor, da do konca leta 2015 zadeve izpeljemo. Je pa to izredno kompleksen postopek, ki je še pred nami. Torej, ko mi dobimo soglasje še Arsa, pa nimamo Ministrstva kmetijstva in Arsa, potem naredimo javno obravnavo, potem zberemo vse pripombe, potem, ko so vse te pripombe spet zbrane, se moramo do njih opredeliti ponovno občina in zelo na hitro vsi ostali soglasodajalci oziroma urejevalci prostora. Ko se še oni ponovno spet do tega opredelijo, gremo pa mi s predlogom na občinski svet. Torej, če je kdo misli, da je to samo še dve gospe pogledata in je zadeva ad acta, jaz moram reči, da sem bil v tej skupini, ki sem nekako kar mislil, da je zadeva v resnici ni tako zelo kompleksna. Pred nami je veliko dela še in jaz mislim, da je to zelo drzen cilj oddelka za okolje in prostor, da v letošnjem letu to izpeljejo. Smo pa ravno zato tudi v proračunu lahko, če ste videli prostorsko planiranje, je postavka relativno visoka, 75.000 evrov. To je zato, ker načrtujemo, da bojo vsi računi počasi zapadali, oziroma da bojo zadeve pripeljane do konca in bomo mogli in Luzu in ostalim, ki delajo naše okoljske presoje, poplavne karte in tako poplačati te študije. Že prej smo dejali, da nekako običajna kritika pri pripravi proračuna je bila, da ni razvojno naravnan. In pa seveda vedno je bilo dano priporočilo, da se najprej zaključijo že začeti projekti, preden se odpirajo novi. Pa bom zdaj vprašala, koliko teh naložb začetih v preteklosti ali pa lansko leto bo v letošnjem letu tudi zaključenih? Kar nekaj, ker novih praktično ne odpiramo. To je tisti najbolj, bi rekel, del, ki jaz verjamem, da marsikoga prizadene. Nekako smo rekli, dajmo slediti temu, da zaključimo največje investicije, ki so odprte. Hkrati pa moram res na tem mestu pohvaliti krajevne skupnosti. Kaj smo uspeli doseči? Krajevne skupnosti so pripravile svoje komunalne plane, v katerih so same opredelile najbolj nujne investicije na njihovem področju. In zame je to največjo možno težo, ker so ljudje iz terena, iz vasi rekli, so se usedeli skupaj in so rekli, gledajte, to in to so naše najbolj nujne zadeve. In te zadeve smo mi dali, kar se je dalo v proračun, ostalo pa v načrt razvojnih programov. Če greste pogledati naš načrt razvojnih programov, boste videli, da so noter dejansko zadeve, za katere smatrajo občani, da so najbolj nujne. Seveda so tudi tiste, ki so čisto občinski projekti. Ampak tam smo se res trudili slediti tej logiki krajevnih skupnosti. Zato v letošnjem letu zaključujemo z Bilsko cesto, kanalizacija, vodovod in ta del. Cilj imamo prevzeti še 2 vaška vodovoda. Do konca leta bi sicer po zakonodaji morali prevzeti vse, ampak nekako si ne delamo iluzij, da nam bo to uspelo. Vsaj 2 korektno prevzeti in jih predati v upravljanje komunalnih Kranj. Potem seveda vsi komaj čakamo, da se zaključi tukaj investicija od Donita, pa celotna trasa Medvoške, torej s prvo fazo tržnice.
To bo eden največjih projektov letos, ki bo zaključen. Potem, če pogledamo, se planira izgradnja tega centra, zbirnega centra nenevarnih odpadkov na Jeprci. Potem se pa še ena taka... Ste zdaj dorekli lokacijo? Ne, lokacije zaenkrat, nažalost, nisem dorekli. Popolnoma jasno nam je stališče krajevne skupnosti Zbilje in krajanov. Tako bom rekel, močno se trudimo, da bi zadevo prestavili kam drugam. Smo tukaj po eni strani omejeni prostorsko, ker takoj, ko bo Špar začel, oziroma investitor začel tam zidati, bomo mi morali to nekam premakniti ali pa zapreti, ampak zapreti si nobeden ne želi, ker občani to radi uporabljajo in veliko uporabljajo. Torej, moramo nekam premakniti, po drugi strani pa imamo sredstva rezervirana in tam lokacijo, ki je pripravljena. No, lahko rečem, da se zelo močno trudimo, imamo v preverbi zdaj še 2-3 druge variante, skratka delamo vse na tem, da bi upoštevali krajevno skupnost Zbilje v maksimalni možni meri. To je en projekt, potem je pa tudi dokončna ureditev, prej sem že začel, parkirišča, pribojti, če lahko tako rečem. Plačljivega? Ja, plačljivega. Tukaj je moje stališče jasno. Če že imamo parkirišča, potem imamo vsaj kaj od njih. Ne? Se bo dogodilo, da bo občinski redar končno pisal tudi kakšne kazni? Seveda, ko bo parkirišče dano v uporabo, jaz računam, da bi to moralo biti nekje v mesecu oktobru, če ne prej, ne? Ko bo res vse zadeve sfinalizirane in narejene, absolutno. In tudi na tistih conah, kjer do zdaj ni bilo. Sedaj trenutno smo brez občinskega inšpektorja. Ja. Kdaj ga bomo spet dobili nazaj? In moram reči, da občanka Medvod tudi sprašuje, kakšne pristojnosti bo imel, kajti opozarja na nekaj črnih gradenj. Pa ne v smislu novogradenj, ampak prizidkov, nadzidkov in podobnih posegov v prostor. Tukaj treba najprej ločiti, kaj so pristojnosti občinskega inšpektorja, kaj pa gradbene inšpekcije, pa okoljske inšpekcije in stotine drugih inšpekcij, kot v tej državi so. Občinski inšpektor pač lahko opozori na ta problem. Opozori ga, lahko preda v reševanje naprej gradbeni inšpekciji na državni ravni, zagotovo ima neko prvo vlogo. Kdaj ga bomo dobili? Jaz bi si želel, da relativno kmalu. Razpis se je zaključil, mislim, da v petek. 75 vlog je prišlo za občinskega inšpektorja. Vse tiste vloge, trenutno oddelek za pravne zadeve pregleduje, včeraj pa danes pregleduje vloge. Vsi tisti, ki izpolnjujejo vse kriterije, ki so bili navedeni, bojo povabljeni na razgovor. Potem se bomo pa odločili za najboljšo izbiro, jaz verjamem. Prej ste že rekli Medvoška tržnica, pa Medvoška cesta, pa ureditev. Občanka tudi sprašuje, kaj je s temi nadstreški nad avtobusnimi postajami, predvsem tam, kjer je tega čakanja veliko, in 30-tica in 25-tica. To si želimo v letošnjem letu urediti. Zelo močno se zavzemamo, da bi določena sredstva pridobili tudi iz Ljubljanskega holdinga. Torej, mi smo tam solastnik delen, in si želimo, da bi iz tiste kvote uspeli pridobiti sredstva za opremo teh najbolj frekventnih postajališč. Jaz vem, da je to zelo velik problem in če želimo, da se javni promet uporablja in da ga občani uporabljajo čim več, potem moramo za to osnovno infrastrukturo poskrbeti, da razmišljamo v to smer, recimo pa nas lahko v brano vzamem, da recimo ravno v tej rekonstrukciji Medvoške, če so se naši ljudje sprašvali, zakaj kopljemo čistja do Donove, tja smo potegnili tudi elektriko in vodo. Ker smo rekli, dajmo razmišljati malo daljnoročno, da ne bomo asfaltirali, pa čez pol leta spet vse prekopavali. Fajn bi bilo, ali pa moja vizija je, da enkrat tam tudi, ko bomo urejali, pa da se da pitnike, pa da se mogoče poskrbi za to, da dejansko Medvode v centru začenjajo dobivati podobo enega mesta. No, ko smo ravno pri tem potniškem prometu, se obetajo kakšne spremembe tudi za krajane, Preske, Paše, Goričane. Tukaj iz proračuna sem nekako zasledila najprej reševanje problematike postajališča v Zavrhu. Ja. A se obeta še kaj drugega? Ostalo smo v navezavi. Treba bo razmisliti, ali pa tukaj se bo moral opredeliti tudi občinski svet, kako bomo daljnoročno reševali to problematiko. Ali bomo razmišljali, da odpiramo, mogoče bo kdo rekel, da je to zdaj filozofiranje, ampak jaz mislim, da je to strategija, ki nam esencialno je manjka, kako bomo odpirali Presko in s tem projektom podhoda, ureditve tega dela pri Šparu, parkirišča in potem glavne ceste, s tem ravno skušamo odpirati ene linije, zato da bo Preščanom in ostalim, da bojo Medvode center bolj dostopne. Da se bo kolesar lahko peljal čez podhod, zdaj riskira življenje, če gre po tisti klančini.
Tako da tukaj se bo treba odločiti, kam, v katero smer bomo šli. Vsako podaljšanje pomeni izredno visoko povečanje subvencije. Mi bomo, videli ste najbrž v osnutku proračuna, za sofinanciranje 25, 15 in 30 v letošnjem letu namenili 170 tisoč evrov. Če dodamo še 230 tisoč evrov za otroške prevoze, smo na 400 tisoč evrih, ki jih damo samo za takšne in drugačne prevoze. Kar pa ne pomeni, ne bi rad rekel, da je to nemogoče. Prej bi bilo za razmišljati, ali je frekvenca prevozov, predvsem 30-tice, tukaj mislim trenutno, mogoče prevelika, bi malo zmanjšali in v tem namesto tega naredili še en zavoj pentle, ki bi omogočil dostop tudi občanom iz tega brega ob Sori. Jaz predlagam, da določene stvari, ki sem jih mogoče imela še namen povprašati, raje povabimo občane, da si okrog tega osnutka proračuna pogledajo na internetni strani, na vaši spletni strani, pod rubriko Občinski svet, gradivo za 4. sejo, tam je osnutek tega letošnjega proračuna, pa jim bo potem mogoče tudi bolj jasno, o čem in na kakšen način se bodo pogovarjali občinski svetniki na torkovi seji občinskega sveta. Če vas smem prekiniti, mi smo ravno danes objavili, mislim, da na spletnih straneh, pa na Facebooku in tako, da naj ljudje to pogledajo in dajo pripombe, če so utemeljene pripombe, pri čemer bi rad rekel, da se je potrebno zavedati, da je možno dajati pripombe samo v smislu amandmiranja. Torej ne želim si več sredstev za to. Jaz si želim tudi 4 milijone več za to, da bi lahko kakšno stvar izpeljali, pa jih dejansko ni. Torej, če se pogovarjamo o spremembah osnutka, bi bilo super, če jih lahko damo na sistem. Torej, želimo tukaj povečati, zaradi teh in teh razlogov predlagamo, da se zmanjša postavka tam in tam. Recimo v preteklih letih in v preteklih mandatih so se kopja lomila na teh proračunskih sejah, predvsem okrog določenih velikih načrtovanih investicijah, ki so nekako še vedno zgolj na papirju ali pa v obliki makete, recimo športni park, pa nova glasbena šola, pa dom civilne zaščite, nova občinska stavba. Bo mogoče v tem mandatu ta projekt medgeneracijski center? Medgeneracijski center je seveda ena velika želja, ki jo imamo. Pri čemer pa sem popolnoma realen. Seveda, v primeru, da smo uspešni na evroprojektih. Se pravi, če smo uspešni pri pridobivanju evropskih sredstev za ta projekt ali pa za kakšnega drugega od teh, ki ste jih prej našteli, potem zagotovo da, potem bo to občina z vsemi silami podprla, tudi oddelek za investicije. Je pa nekoliko, bi človek rekel, ne fair saditi rožice in govoriti o 6 milijonskih investicijah, če imamo težavo pokrpati osnoven proračun za to, da drži vodo. Skratka, v NRP-jih ta medgeneracijski center je zamaknen malo v... Ja, vsej tukaj ni nobene skrivnosti. Jasno je, če ti želiš kandidirati za evropska sredstva, moraš imeti ta projekt v načrtu razvojnih programov. Mogoče na hitro, v NRP-jih je tudi nova lekarna v višini 800 tisoč evrov. Je to običajno investicija občine? Ne, sploh ni nujno. Mi smo jo dali noter zaradi tega, ker je to eden od tistih projektov, ki se izrisuje, da je velika potreba. Torej, obstoječa lekarna, vsi vemo, da ni na najboljši lokaciji, daleč od tega, da tudi prostorsko ne zadošča več, da je število občanov 16 tisoč, mi imamo pa samo eno lekarno. In zagotovo po videnju mnogih bi bila najboljša lokacija ob zdravstvenem domu. Kot prizidek zdravstvenega doma, s čimer bi recimo v Zgornjem Nadstropju pridobili tudi še 2, mogoče 3 ordinacije, ki bi rešile potem tudi mogoče stisko, ki se nekako malo izrisuje, če bo naš zdravstveni dom posloval tako uspešno, kot posluje zaenkrat. Pri tem je pa potem vprašanje. To je pa zame res vprašanje za občinski svet in vprašanje strategije, ki jo bomo zastavili. Ali bomo sami izgradili to in kako bomo potem določili, kdo bo tam noter, ali gremo v, da rečem, javno-zasebno partnerstvo. Tukaj se je investitor že ponudil, to so Ljubljanske lekarne, ki je pripravljen izgraditi celoten objekt in potem preseliti svojo lekarno tja noter. To je, jaz mislim, to je eno bolj vsebinskih vprašanj, na katero bi res želel, da tudi občinski svet o tem razmišlja. To je zame res tista strategija, o kateri se moramo pogovarjati. Dobro, proti koncu greva. Pred nami je kulturni praznik, pa bi sedaj rekla nekaj.
Zmotili so se tisti, ki so rekli, če bo Smole župan, potem bo šlo vse za kulturo. Iz tega osnutka občinskega proračuna bile procenta manj za sofinansiranje kulturne dejavnosti, 50%. 40, da ne bo med 40 in 45%. Tudi za šport, za sofinansiranje športne dejavnosti, ki jo opravljajo različna društva, tudi manj sredstev za turizem, tudi za kulturno tudi dediščino. za mladinsko dejavnost. In tudi za kulturno dediščino. Kakšen bi rekel, da mogoče niste več naklonjeni niti ljubiteljstvu, niti prostovoljstvu, pa najbrž imate zelo jasno, zakaj je temu tako. Jaz tukaj spet popolnoma gre, meni je najbolj hudo za ta znižanja. Ja. Pa marsikdo najbrž misli, da ne, in da kdo si najbrž celo predstavlja, da se zlobno smejimo in nižamo ta sredstva. Dejansko brez teh znižanj nismo mogli sestaviti proračuna. In slišal sem tudi jaz, slišim mnoge govorice in tako. Šli smo, merili smo enake vatle za vse. Torej, zdelo se nam je fair, ko smo pripravljali, da če znižujemo toliko, da bomo lahko skupaj zlimali proračun, znižujemo povsod za enako vsoto. In tukaj recimo, seveda sem bil tudi v neprijetni situaciji, konec koncev sem bil predsednik občinske kulturne zveze. In na zadnjem sestanku so me povabili, sem se jim pridružil in sem jim jaz predstavil, kako zadeva izgleda. In jaz, tako kot sem bil pozitivno presenečen pri krajevnih skupnostih, so me ponovno tudi recimo kulturniki zelo prijetno presenetili. Ker do česa smo prišli? Prišli smo do spoznanja, da smo vsi v istem čovnu. In da vsi veslamo proti cilju, ki pomeni to, da naša občina daljnoročno se razvija. In da v letošnjem letu to res pomeni šok. Ne samo za kulturnike. Predstavljam si, da je to velik šok tudi za športnike. Predvsem za športnike. Kjer imamo ogromno programov, dobrih programov, ki tečejo. Tukaj smo se mi tudi znotraj občinske uprave smo rekli, kako mi lahko najbolj pomagamo našim društvom, da jim ne bomo grenili življenje še s temi sredstvi, ki so že tako znižana. In tukaj smo mi pripravljeni, podžupanja ima nalogo, vodja oddelka za družbene dejavnosti ima nalogo, da v pripravah besedil javnih razpisov, kar najbolj upoštevamo res tiste najbolj nujne želje, ki jih izrazijo zveze in društva. Boste šli v kakšno prenovo pravilnika, šport ima določene, ampak na področju kulture v letu 2015. Dolgo časa v letu 2015. To je zahteven pravilnik, rokohitrsko ga zdaj spreminjati bi bil popolnoma kontra učinek. V letu 2015 bomo pa merila in kriterije, verjamem, da s pomočjo zveze in pa s pomočjo društev prevetrili, tako da bomo nekako zagotovili, da vsi lahko živijo, noben ne bo živel luksuzno. Ampak verjamem pa, ne morem tega zagotoviti, ker nisem odločevalec na državni ravni in nisem šlogarca, da bi vedel, kako bo šle zadeve naprej, ampak verjamem pa, da je pač to najbolj skrajna meja, ki smo jo dosegali. Jaz mislim, da je prav, da se zavedamo, da takoj, ko bodo šli prihodki gor, občine, da bomo tudi ta sredstva lahko spet višali. Najbrž prej, mogoče kot kakšna druga, ker vse en velik pozitiven znak, ki ga jaz vidim v tem osnutku proračuna, da še vedno čez 40% namenjamo investicijskim transferjem. Roko na srce veliko večino zaradi tega, ker so to prevzete obveznosti, ampak in tudi zaradi tega smo morali kje drugje nižati, ampak še zmerom se bomo s to dinamiko lahko izvlekli in nekako slabše bi človek rekel, predvsem mislim na področju razpisov, ne bo šlo. Je pa en razpis, kjer pa nismo nižali sredstev, to je pa razpis za socialne in humanitarne dejavnosti, kjer pa dejansko neposredno iz terena zaznavamo, da se generalna situacija še slabša, tudi v naši občini. Lahko rečem, da prošenj za enkratne pomoči je veliko več, kot jih je bilo pretekla leta, da jaz mislim, da ta sredstva, ki jih imamo zdaj noter, ne bodo zadoščala in bomo na mnogih proračunskih postavkah, če pogledamo realno, že danes vemo, da bomo mogli dodajati dodatna sredstva. Kaj naj rečem za konec, kakšno povabilo na kulturno prireditev, sedaj izvala vas ne bom, da bi recitirali kakšno Prešernovo, menda se to dogaja danes po Ljubljani in okolici. Kaj bova rekla, prijetno praznovanje kulturnega praznika, najbrž. Tako. Pa potem pride še pustovanje. Ja, kar nekaj bo teh prireditev zdaj, na katere zagotovo lahko toplo povabimo občane. Prva bo v soboto zvečer, torej srednja občinska kulturna prireditev, kamor toplo povabljeni, kjer bo pester program, kjer se bodo kulturni delavci zahvalili tistim, ki celo življenje že prostovoljno delajo. Potem imamo pa seveda 14.
na Valentinovo tudi pustno soboto, tradicionalno pustovanje v Medvoški dvorani, kamor seveda so lepo povabljeni, da se pustovanja udeležijo, pa potem naslednji dan seveda tudi nadaljevanje s pustno povorko, tradicionalno pustno povorko. Tukaj pa ne bomo varčevali. Ne gre, da bomo varčevali, nekaj bomo tudi varčevali, nekaj je pa dodatnih prireditev, predvsem bi pa radi po domače povedano nekoliko sfiltrirali, videli, kaj je tisto, kar je tradicionalno in dobro in se je pri ljudeh prijelo, tisto seveda še naprej financirali, kakšno drugo stvar pa mogoče tudi morali opustiti. Najlepša hvala za pogovor. Vidimo se čez kakšen mesec, ko boste s sabo pripeljali tudi kakšnega izmed vodij občinske znotraj občinske uprave. Ja, veliko sreče v torek. Še ena stvar, bodo občinski svetniki razmislili o tem, da si znižajo sejnino ali pač ne? Verjamem. Torej, jaz sem prepričan, da bomo tudi znotraj občinskega sveta se strinjali o tem, da za določen procent znižamo sejnine in s tem pokažemo, da začenjamo z varčevanjem prav pri nas samih, oziroma svetniki pri njih. Županova plača je zakonsko določena, to je bilo vprašanje na zadnji seji. Najlepša hvala vam za povabilo, jaz se veselim prihodnega pogovora in upam, da bomo tam pa mogoče tudi bolj problemsko že iz kakšnega posebej oddelka obravnavali zadeve. Tako, najlepša hvala. Vam, dragi gledalci, spoštovane gledalke, pa seveda mirno noč in nasvidenje. Nasvidenje.